Dober dan, dobrodošli na 6. dogodku Dneva o enakosti spolov na Filozofski fakulteti, ki poteka že 5. leto. Na dogodku, ki smo ga poimenovali Pogovor z službo profesorice dr. Ljubice Marjanović-Umek. Ljubica Marjanović-Umek ni samo zaslužna profesorica, veliko več kot to. Danes bomo slišali, s čim se je ukvarjala, je pa še kratkim dobila tudi Zoisovo priznanje za življenjsko delo in lahko je na začetku tudi zaplaskamo za to. Hvala. Pogovor ste vodili profesorica Luca Fekonja iz naše fakultete, oddelka za psihologijo, in profesorica Veronika Tašner iz Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, tako da vam kar prepuščam besede. Oziroma vam trem. Hvala. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz bi kljub temu, da je kolegica Milica že čisto na kratko povedala par besed o profesorici, pa vsem za uvod, mogoče sem tako malo opisala še področja, s katerim se ukvarja. Torej, zaslužna profesorica doktorica Ljubica Marjanović-Umek je svojim raziskovalnim delom na področju razvojne psihologije prepoznana tako v domačem kot v mednarodnem prostoru in svoje raziskovanje že v diplome dalje prevladujoče posveča preučevanju zgodnjega govornega razvoja, pa razvoja mišljenja in igre dojenčkov, malčkov in otrok, ter pomena socialnih, ekonomskih in kulturnih dejavnikov družine, vrtca in šole na različna področja otrokovega razvoja in učenja. Je tudi ena najbolj družbeno angažiranih razvojnih psihologij, ki sodeluje s širšo strokovno javnostjo v raznih komisijah in strokovnih telesih, zastopa predvsem glas otroka. V širši javnosti je prepoznana predvsem po tem, da se svojim širokim psihološkim znanjem odziva na aktualna družbena vprašanja in se aktivno zavzema za socialno družbeno enakost posameznikov iz različnih socialnih, ekonomskih, kulturnih okolij, enakost med spoli, razumevanje različnosti in drugačnosti in tudi uveljavljanje človekovih pravic. Njena znanstvena in strokovna bibliografija je zelo obsežna, bogata in raznolika in še enkrat poudarim, da je za vse te svoje dosežke lansko leto prejela tudi najvišje državno priznanje na področju znanstveno-raziskovalnega dela, Zoisovo nagrado za življenjsko delo. Ljubica, lepo pozdravljena na današnjem dogodku in mogoče tako čisto za začetek, kako in zakaj psihologija, zakaj razvojna psihologija in morda tudi kako se je v tvojem študijskem procesu, pa potem strokovni tudi znanstveni karieri odražal položaj žensk v takratni družbi, ali pa današnji, mogoče, če malo o tem poveš. Okay. Hvala lepa, lep pozdrav, hvala za povabilo, za lepe besede. Zakaj psihologija? V mislih sem imela takrat pravzaprav eno zadevo, da bi rada bolje poznala človeka. Potem sem pa kolebala med 3 smermi študija, psihologijo, medicino in pa biologijo. Medicina je odpadla, ker se bojim krvi. Biologija me ni čisto prepričala na koncu, pa ne vem zakaj, vam ne znam odgovoriti, ker me je potem kasneje se hotela še biologijo študirati, že zaključeni psihologiji, skratka odločila sem se za psihologijo. Zdaj, zanimivo je, da sem na psihologiji, takrat je bil predmetnik precej drugačen, kot je danes, ugotovila, da sem že v 1. letniku dobila kar več medicinskih predmetov, predvsem pa tudi naravoslovnih, od fizike, matematike, vse to smo imeli, tako da se mi zdi, da precej več, kot pa na medicini dobijo, takrat so dobili ali pa danes dobijo psihologije. Za biologijo sem se pa zelo hitro spoprijateljila na nek čisto bolj naključen način. Mi smo imeli v tistih letih študij biologije, in sicer katedro za didaktiko biologije na Filozofski fakulteti, in tukaj let čez smo imeli vivarij. Jaz sem bila zelo prijatelja z, sicer precej starejšo, ampak profesorico za didaktiko,
takratno in pa njenimi asistenti. Dva sta bila asistenta, ena je bila asistentka, ki so med drugim, eden je delal doktorat v Vivarju, kar je pomeni, da je rabil otroke, ki so jih iz vrtcev vozili v Vivari in on je beležil kot didaktik, kako se otroci obnašajo, ko so mogli pobožati kačo, ko so dobili v roke tako ali drugačno žival in pri tem smo pomagali njemu, včasih je bila pomoč potrebna vzgojiteljcem, ker so se bolj bali seveda kot otroci, gre za predšolske otroke, ki so prihajali in pravzaprav skozi to zgodbo me je biologija tako potegnila, da sem se že menila, da bi šla delati še diplomo na biologijo, pa so me potem malo streznili, da takrat ob majhnem otroku in zaključevanje doktorata, verjetno to ni najbolj pametna odločitev, sem izjemoma prisluhnila, pravim izjemoma, ker v večini primerov nisem. Torej sem pristala v celoti na psihologiji. Zdaj pa zakaj razvojna psihologija? Prej sem že omenila, da smo imeli v prvem letniku izrazito naravoslovno obarvan predmetnik, eksperimentalno fiziko, statistiko, fiziologijo in podobne matematiko. In eden redkih predmetov, ki ni bil naravosloven, če sem že študirala psihologijo, je bila razvojna psihologija in to v prvem letniku, ki jo je predaval takratni predstojnik katedre za razvojno psihologijo oziroma takrat je bila to otroška in mladinska psihologija, profesor Tuličič. In zdajle so se mi njegova predavanja grozno zanimiva. Tamle v 34, ki smo sedeli, torej pa ne samo meni, ker velikemu deležu študentk in pa študentov, verjetno zato, ker smo res prišli študirati psihologijo in ne naravoslovno tako ali drugačno vedo. In potem je bilo verjetno tudi zopet nekaj naključja, da so takrat kar dosti intenzivno na katedri za otroško in mladinsko psihologijo in pa pedagoško psihologijo delali določene raziskave, deloma za učno uspešnostjo in pa dejavniki učne uspešnosti. Profesor Tuličič je sam doktoriral iz otroške igre in smo imeli mi še laboratorij v naših sobah, tam, kjer sem bila najprej demonstratorka, seveda potem pa zaposlena. In vse to je pripeljalo do tega, da so med drugim iskali tudi sodelovanje študentk in pa študentov in hitro sem se priključila eni skupini in profesor Tuličič je pravzaprav me spravil do tam, kjer sem, bom rekla. Torej, on je pravzaprav zelo hitro ugotovil, da lahko z mano dela, jaz sem mislila, da lahko delam z njim in potem smo delali ogromno na različnih raziskavah, za starejše kolege zbirali podatke v vrtcih, za njihove doktorate. Torej, moram reči, da ne samo na način, da bi morali zbirati podatke, naprimer za profesorja, ampak nas je tudi peljal, skupino demonstratork, mislim, da eden je bil pa demonstrator, 3 smo bili takrat lahko na eni katedri, nas je peljal na kongrese, že v 2. letniku, v 3. letniku smo bili za njim že v Skopju, torej na mednarodnem kongresu, bi danes rekli. Skratka, zadeva se je potem odvila spontano in pričakovanje, da bi se zgodilo kaj drugega, kot da bi potem tudi diplomirala z razvojne psihologije, so jasno, da bila uresničena in imela sem še eno srečo v tem času. En dan sem diplomirala, torej koncem septembra, za 1. novembrom sem bila že v službi na oddelku za psihologijo na katedri za otroško in mladinsko psihologijo. Zdaj, prišla sem pravzaprav v čisto moško okolje, na moje veliko presenečenje, ker med študenti je bilo delež študentk ali pa delež študentov približno enak na psihologiji. Torej, morda je bilo celo fantov nekoliko več, ne tako kot danes, torej to je bilo zelo uravnoteženo. Tudi na določenih katedrah, naprimer katedri za industrijsko psihologijo, to je zdaj katedra za psihologijo dela, to so se vse preimenovale, so bili tudi grozno zaželeni, fantje, torej punce smo mogli, oziroma študentke, kar malo v zadnji stati, se zelo dokazovati za to, da si dobil za primerljivo znanje tudi primerljivo oceno. Ampak ne glede na vse to je torej ta moško prevladal ali pa enakovredno delež moških in žensk v času študija. Sem prišla na oddelek, na katerem so bile takrat zaposlene 3 ženske, ena profesorica,
2 asistentki in 1 asistentka v odhajanju takrat, tako da smo pravzaprav potem kar nekaj časa bile zopet 3 ženske in vse ostalo je bilo moških. Jaz vam zdaj številke ne znam povedati, ampak vsaka katedra, 7 jih je bilo tudi takrat, je imela najmanj 2, ampak imela več zaposlenih. Vse to je bilo seveda, ne glede na to, za nazive najvišje, rednih profesorjev ali pa asistentov so bili moški. In pravzaprav sploh ne vem, zakaj se mi takrat ni zdelo to tako nič posebnega z tega vidika, da bi jaz zdaj bila ogrožena. Se mi zdi, da sem bila celo mogoče v času študija bolj ogrožena, pa dajem to v navednice, zato ker si res mogel privzdigniti glas v določenih primerih. Na ravni dela na oddelku se mi je pa zdelo, da je pač tisti ožji krog, to je bila naša katedra, ker je bil tudi, sta bila 2 moška zaposlena takrat, da zadeva teče, da ni bilo nič kaj posebenega. Ob tem, da sem kar malo preslišala v čas, ko je profesor Tuličič prišel z kakšnega potovanja, predvsem v Beograd so veliko hodili takrat in je rekel, ja, veste, en profesor, pa ga raje ne bom imenovala, je pa rekel na avionu, da sem naredil napako, ker sem zaposlil žensko. Torej, to so bile take misli, ki so bile tudi glasno sporočene, tudi meni neposredno na kakšnih druženjih so profesori povedali, pa sej, veš, to ne bo šlo, če ti misliš, da bo šlo, verjetno ne bo šlo, ne? In tako naprej, ampak čez neke 2 leti je še ena katedra dobila mlado raziskovalko, oziroma takrat so bili raziskovalci, stažisti. Potem smo mogli čakati po moje nekih 5-6 let ali pa še več, pa so se začele zaposlovati tudi na drugih katedrah postopoma ženske in danes veste, da je situacija po mojem videnju obratna, ne? Ker pomeni, da je več žensk kot pa moških, torej tako na ravni zaposlitve kot pa seveda tudi na ravni študija ni več tako uravnoteženo delež moških in žensk, kot je bil v našem času. Ja, si pa tega tudi želeli mogoče med študenti, ne? Bila si tudi prva predstojnica oddelka za psihologijo. Ja, to je bilo precej kasneje. Ja, precej kasneje, pa še vedno prva. Ja, ampak prva, ja. Torej leta, samo to povem, to je bilo leta 1999, ne, to ni bilo v prazgodovini, naprimer, ko so bile pač volitve predstojnikov oziroma predstojnic in sem bila izvoljena in sem bila dejansko na oddelku prva predstojnica. Zdaj, prav zares smo tukaj zbrani ob dnevu enakosti spolov in kot javna intelektualka si nam znana tudi kot zagovornica enakosti spolov. Tudi kot razvojna psihologinja si se posvečala tej temi. Kaj nam lahko poveš, kaj je razvojna psihologija prispevala oziroma kaj je tisto, kar ti želiš predati mlajšim generacijam iz izsledkov, raziskav, ki ste jih opravljali oziroma jih poznaš, ko gre za vpliv spola in razlike, ki nastajajo že v zgodnjem otroštvu. Pa seveda ciljam tudi na spolne stereotipe, ki se pojavijo zelo zgodaj in kako to naslavljajo naprimer vzgojno-izobraževalne institucije, začenši z vrtci. Gledam kolegico Evo, ki tam sedi, vedve sta oblikovali kurikul za vrtce v nekih... Prejšnji. Ja, zdaj že daljnih časih. Mogoče nam poveš še to, kako sta vključevali to tematiko v kurikul in kako je pokrita ta tematika v prenovljenem kurikulu. Ja, vprašanje je veliko, ne vem točno, kje začeti. Mislim, moje izhodišče pri preučevanju spola, ki je bil vedno ena od spremenljivk, ki smo jo preučevali, ne glede na to, kire vidike otrokovega razvoja smo bodisi jaz ali pa drugi kolegi in kolegice preučevali. Torej, vedno je bil zraven, ampak nikoli pravzaprav si nismo poskušali v teh zgodnih, začetnih letih, govorim tam v 80-ih letih prejšnjega stoletja, čisto dobro odgovoriti na vprašanje,
kaj je za to spremenljivko? Je res tako zelo pomembna? So razlike med deklicami in dečki tako zelo velike na vseh področjih, ali jo dajemo v nabor spremenljivk, zato ker pač delajo to tudi druge, vse vemo, izobrazba, socialno-ekonomski status, spol, to so te spremenljivke, ki jih res desetletja in desetletja beležimo, ne samo v razvojno-psiholoških, ampak tudi v drugih raziskavah. In mene, pravzaprav, ko sem nekoliko bolj to študirala, postajalo zanimivo branje literature, ki je v svojih prvih mislih vsakokrat znova opozarjala, da je v teh zgodnjih razvojnih obdobjih, torej ko govorimo o obdobju dojenčka, obdobju malčka, zgodnjega otroštva, zanesljivo več podobnosti med deklicami in dečki kot pa razlik. Nekateri so šli celo kar nekaj korakov dlje in so probali vse to na nek način ocenjevati, ne empirično, ampak ocenjevati bolj na ravni meta raziskovalnih pristopov in so govorili, da je okrog 10% zabeleženih razlik na vseh področjih razvoja, da vse ostalo so pa podobnosti. In ko sem temu pridodajala še to, kako se pa razvija na področju otrok, na področju mišljenja in pa govora, to, kar je bila moja tema od diplome dalje skozi magisterij in potem doktorat in seveda potem tudi raziskovalno, so me kar precej zmedli dobljeni rezultati, ki so zopet bili zelo heterogeni. To ni pravzaprav enotnega odgovora, tudi po desetletjih in desetletjih raziskovanja o tem, da bi rekli, govor je močno področje deklic in šibko področje dečkov. Potem bi pa mogli še pridodati, jih je nekaj, dečkov v dvorani, ampak močno področje njihovo je pa mišljenje, pa bi mogli prestriči z ušesi, ker ni čisto tako, so potem raziskave pokazale, da če že potem samo prostorsko mišljenje, so ga izpostavili kot tisto, kjer so razlike med deklice in dečki seveda večje kot pa na ostalih področjih. In pravzaprav te izsledke, ko so potem gledali na primer področje socialno-čustvenega razvoja ali pa če hočete področje gibanja, s tem smo se včasih tudi nekoliko bolj, bom rekla, pozabavali, pa ne mislim v slabšalnem pomenu besede, ampak različne aplikacije smo imeli, različne rešitve v vzgojno-izobraževalni praksi, kjer so kar naprej ločevali, želeli ločevati deklice in dečke in verjetno se bo Eva spomnila, da je bila ideja že tudi v vrtcih, da bi pa mile cilje malo zamaknili za kakšne naj bodo za deklice, kakšne naj bodo za dečke, ker je razlika v gibalnem razvoju tako zelo velika. Jih nismo, imeli smo veliko pregovarjanj strokovnih, kasneje pa nismo bili na primer uspešni, še do danes ne, pa jaz še vedno mislim, da morda to, ne morda, ampak jaz osebno mislim, da ni potrebno, da ločujemo na osnovnošolski ravni izobraževanja deklice in dečke, in imajo neke različne cilje in morajo seveda biti to, da so v dveh skupinah je že v redu. En oddelek, ker so manjše skupine, je delo drugačno, ampak recimo pri tehniki niso, medtem ko pri športu pa so, tudi pri gospodinjstvu niso po spolu ločeni, ampak pri gibanju oziroma športu, predmetu so pa ostali. Zakaj se to govorim? Zato, ker se to vodilo k temu, da smo malo pogledali, kako se sploh razvija ta spolna identiteta že dojenčka, malčka, kaj se dogaja potem z razvojem pojma števila, pojma spola, kako funkcionirajo in so zaznane te različne spolne vloge, kaj se dogaja z spolnimi stereotipi, kje pravzaprav te mehne razlike kje se začenjajo reproducirati. Ali je to v tem sociokulturnem kontekstu družina, ali je to vrtec, ali je to šola, ali je to vrstniška skupina, skratka, kje se začenjajo škarje odpirati in ne ostajajo enake, ob teh recimo mehnih razlikah, na katere opozarjam. Seveda smo tukaj prišli takoj do spolnih stereotipov, tudi ugotovili, da so raziskovalci v svetu delali takrat, že tudi v 80-ih letih, celo že prej, zelo zanimive raziskave o tem, imenovali se jih raziskave Baby X, kako odrasle osebe povezano z informacijo, ki jo imajo o spolu dojenčka, spremenijo svoje ravnanje.
Tista zelo, zelo poznana študija je bila za 3-mesečnim, bila v resnici dojenčica, ki so jo oblekli v rumeno obleko, oziroma tega pajaca. Potem so pa udeležence raziskave razdelili na 3 podskupine. Eni skupini so rekli, da je podskupini, da je to deklica, drugi so rekli, da je deček, tretji skupini niso povedali spola. Tega ne vem, kaj ne zdaj govorim prav, ali tako kot njim, dojenčice bo govorila prav. In ponudili so ji potem neke igrače, tako spolno značilne kot nevtralne igrače, in imeli so nalogo, te odrasli ljudje, da vzpostavijo stik za to dojenčico. In zdaj seveda skupini, glede na to, kaj je bilo povedano, da je deklica deček, so zelo hitro najdli tudi pravo, seveda spolno značilno igračo in spostavili interakcijo, tudi znali opisati, kako je seveda to vedenje seveda značilno, fantovsko, je jezen, deklico je bilo strah, in podobno. V popolno zagato so spravili, na primer, odrasli ljudi, ki jim niso povedali spola. Oni pravzaprav niso znali vzpostaviti interakcije z to dojenčico, zato ker niso vedeli, ali je deklica ali deček. In potem so se izkazali, ko so to primerjali potem znotraj te podskupine moško in pa žensko vedenje, se je izkazalo, da so oboji imeli problema, vendar deklice ženske še nekaj manj kot pa moške, ampak tudi one so jih imeli. Torej, pokazalo se je to, kar se sicer kaže pri stereotipih v izsledkih več raziskav, da je moško ravnanje spolno bolj stereotipno kot pa žensko ravnanje. Torej, ne potrjujejo vse raziskave, ampak več jih je pa takih, ki to potrjujejo. Kar pomeni, da zelo, zelo zgodaj se začenja zadeva vezati na to, kakšna bo potem spolna vloga, kakšna bo potem zaznana spolna vloga, kakšna bo zaznava zdaj teh že recimo 3-4-letnih malčkov, kako bodo interpretirali, zakaj se s kom igrajo, kakšne igrače bodo oni zbirali, kakšno vrstniško skupino se bodo vključevali in podobno. Vse to je pravzaprav zelo nazorno izhajalo iz teh zgodnjih, stereotipnih ravnanj. In zanimivo, stvari se niso bistveno spremenile. Skozi desetletja se niso stvari bistveno spremenile. Še danes boste šli v trgovino z igračami. Igrače bodo praviloma postavljene ločeno za deklice in dečke, zdaj jih tudi počem druga postavljene, ampak bodo za deklice in dečke, še bolj zaskrbljujoče, ker včasih celo ni tako, so tudi trgovine, da bom poštena, ki imajo po drugih kriterijih postavljene igrače. Bolj zanimivo je pa to, da prideš nedolg, nekaj let nazaj, to osebno testirana, priješ v trgovino, malo gledaš, potem seveda pride prodajalka praviloma na oddelku za igrače, ne prodajalec, in vpraša, gospa, a vi iščete igračo za deklico ali iščete igračo za dečka? Moj odgovor, da iščem igračo za otroka starega 6 let, jih jo popolnoma zmede. Popolnoma zmede, ker njena shema je, njeno prvo vprašanje in potem izpeljava naprej, torej spol, niti ne starost, niti ne vrsta igre, ampak spol. Zato pravim, da se stvari tako zelo, zelo bistveno spremenile niso. In je tega spolno-stereotipnega ravnanja veliko, kar se potem kaže tudi na reproduciranju določenih razlik med deklicami in dečki na različnih področjih razvoja. Zdaj, če jaz nekaj več rečem res o govoru, ker to sem največ delala, o tem največ vem, in to je tudi najbolj kot šibka točka, razlike med deklicami in dečki, torej vsi potrjujejo, da določene razlike v strukturi in pa delovanju možganov med deklicami in dečki obstajajo, ampak majhne. Mi jih pa na koncu, ko jih zmerimo, naprimer tam pri 15-letnikih oziroma 15-letnicah dobimo velike. In o tem govorim. Govorim o tem odpiranju škarja, da tudi to, kar je dispozicijsko dano, ne ohranjajo, niti znotraj družinskega, niti znotraj vrtčevskega, znotraj šolskega, osnovno-srednješolskega sistema, ampak se razlike večajo. Mi smo namreč v raziskavah, ki smo jih delali v
pri nas, v Sloveniji, ugotovili za različne vidike govora, da so razlike sicer obstajale, so relativno majhne in izjemoma pomembne, tako velike, da bi bile pomembne. Ne glede na to, ali je šlo to za besednjak, ali je šlo za slovnico, ali je šlo za pripovedovanje zgodbe, ali je šlo za splošni govorni razvoj. Razlike so, ampak majhne, kogar se pokažejo, so v prid deklicam. To se je tudi v naših raziskavah pokazalo. Sem sama imela možnost sodelovati v neki mednarodni veliki raziskavi, kjer smo sodelovali raziskovalci iz 10 neangleško govorečih geografskih območij. Imeli ogromen vzorec dojenčkov in malčkov, na koncu smo prišli skoraj do 14 000 udeležencev oziroma udeleženk, ki so bili stari od 8 mesecev pa do 30 mesecev in so bili ocenjeni povsod z vseh teh državah oziroma okolji z enakim pripomočkom, torej rezultati so bili direktno primerljivi, samo jezik je bil, vsi so imeli prirejene te liste sporazumevalnih zmožnosti. Tam se je pa zanimivo pokazalo, da je bila razlika med deklicami in dečki že v najzgodnejšem obdobju, torej že pri 8 mesecih, ko se ocenjuje geste in pa kretnje, pomembna, ne samo, da je bila, ampak je bila pomembna pri deklic in da se nam je potem skozi leta, bolj mesece, ne kot pa leta, do 30. meseca razlika povečevala. In to ne glede na to, v katerem kulturnem, jezikovnem okolju so torej te dojenčki in pa malčki oziroma malčice živele. Ker pomeni, da smo govorili o nekem robustnem dejavniku, ki naj bi vplival na ni neposredno povezan z kulturo in z ravnanjem v tej kulturi, ampak ne bi bil bolj grob, ne bi bil bolj grob in bi pravzaprav funkcioniral bolj na nezavedni ravni, da bi v ravnanjih z deklicami se pokazalo drugačna interakcija kot v ravnanju z dečki. Ko smo v Sloveniji na nek podoben način delali vzdolžno raziskavo, sicer mečkim starejšimi, ampak z sicer enim istim pripomočkom, v starosti od 16 pa do 30 mesecev in je bila vzdolžna raziskava, torej 6krat zapored na 3 mesece smo te otroke, oziroma takrat so bili malčki, malčice, ocenjevali. Se je pa pokazalo, da je razlika bila ves čas in se je tudi v tej starosti 16 do 30 mesecev večala. Torej, to je zanimivo, neko kratko obdobje se rabi za to, da se začenja razlika večati, ni bila pa na našem vzorcu takrat ni bila razlika pomembna. Zdaj, če v primeru, da bi bili vzorci večji, je vprašanje, torej, kaj bi bilo za temi krivuljami, ali bi se odpirali ali zapirali. Zakaj o tem govorim? Ker bom zdaj preskočila kar en pomemben del vseh teh raziskav in bom na primer povedala, da ko pogledamo otroke v srednjem otroštvu, ali pa delamo na koncu zgodnega otroštva, potem v srednjem in poznem otroštvu, ugotovimo, da so razlike recimo velike. Na ravni pripovedovanja zgodbe so razlike, ampak zanimivo je, razlike niso kar vse splošne, zato dobivamo raziskovalci tako različne rezultate. Razlike so se pokazale v določenih raziskavah kot tiste, kjer ni skupni rezultat v pripovedovanju, razvojni stopnji pripovedovanja zgodbe pri deklicah višji kot pri dečkih, saj ne pomembno, ampak je na primer vsebina drugačna ali pa struktura drugačna. Pokazalo se je na primer, zdaj sem brala eno raziskavo iz leta 2022, da se je pokazalo, da ko so podrobno kvalitativno analizirali, da so na primer v zgodbi deklice imele daljšo zgodbo kot pa dečki, stari so bili pa 6 do 8 let, da so uporabljali na primer več, ko greste v zelo podrobnosti, metajezika na ravni opisovanja čustev, da so imele to v zgodbi pogosteje vključeno, samo potem so pa pogledali še, kako so mame z njimi komunicirale, oziroma v tem primeru, kako so jim mame brale, namreč bolj kot brale pripovedovale, uporabljali so eno to poznano slikovno predlogo oziroma slikanico
brez besed žaba, ki je si, ne, torej to smo jo uporabljali tudi v naših raziskavah, ampak sicer ni naša, ne, izvirno slovenska slikanica, je brez besed, ne, ker pomeni pa precej dolga, pa tudi precej celovita, ne. In ko so beležili, kako so mame pripovedovali deklicam zgodbo in kako so pripovedovali dečkom zgodbe, je bila razlika. Tudi one so uporabljale več meta jezika pri deklicah kot pri dečkih. Ko so opisovali čustva, so opisovali druga vrste čustev tam so govorili o pogumu, o junaštvu in podobno. Pri deklicah so šle pa na te odnosne zadeve, ne, na te prepozna, si jo opazila, ne, kako je deklica žalostna, ne, tam pa kako je bil deček pogumen, ne, ko je iskal žabo in podobno. Ne. Skratka, razlike se je pokazala tako na kakovostni analizi kot na količinski, pa vendarle se ne da skoraj da drugega zaključiti kot to, da so v interakciji, te razlike, ne, da če bi starši na primerljiv način v tem primeru pripovedovali ob slikovnih predlogah zgodbo, bi jo verjeten na primerljiv način, ne enkrat, ampak večkrat, ne, povedali tudi deklice in dečke in bile razlike še manjše, kot jih beležimo zdaj. Ampak potem gremo pa še en korak naprej, pa pridemo do teh poznanih rezultatov mednarodnih primerjalnih raziskav znanja, in sicer merjena bralna pismenost pri bodisi 9-letnikih, pri 15-letnikih. Tukaj je pa Slovenija na slavnem visokem mestu po velikosti razlik, torej velike razlike beležimo med deklicami in dečki v bralni pismenosti. Beležijo, da ne bo pomote, v teh raziskavah praktično vse države, ampak naše so izrazito velike. Torej, in kaj še se pokaže, da so pri 15-letnikih in letnicah večje kot pri 9-letnikih in letnicah. Ker pomeni, da kakšnega iskanja, utemeljitve izven okolja, z tega sociokulturnega prostora, pravzaprav težko najdemo, če na ta način beležimo razlike, ker se vas seveda postavlja tudi kot vprašanje na nek način pravičnosti, ko se bolj zaplete to v šolskem prostoru. In tukaj vam skoraj da moram, sej pa bom za tem govorom zaključila, povedati izsledke ene raziskave, na katere se vsakokrat znova spomnim, torej približno 10 let so te izsledki stari, mogoče kakšno leto več celo, kjer smo pa v slovenskem prostoru ocenjevali različne napovednike učne uspešnosti učencev in učenk v šoli, in sicer v 4. razredu, 3. in 4. razredu bom govorila tam, kjer so bili NPZ-ji tudi, torej nacionalno preverjanje znanja, torej 3. razredu in pa 9. razredu. In smo pravzaprav seveda zato, da smo te napovednike ocenjevali, ocenili, ker je bila seveda dodana vrednostni podatke, bi sicer drugje dobili, ocenili njihove neverbalne intelektualne sposobnosti z tem Revnovim preizkusom, potem smo ocenili osebnostne dimenzije, teh velikih 5, ocenili smo govor, splošne govorne zmožnosti, na ravni pisnih zmožnosti, torej v 3., 4. in potem 8., 9. razredu. Ugotovili smo, kar je bilo zanimivo, da je seveda največji napovednik, kar ni bilo presenetljivo, tudi drugi to ugotavljajo, največji napovednik šolske uspešnosti je bil govor, ne neverbalna intelektualna sposobnost, in največje razlike med deklicami in dečki so bile v govoru, torej ne v neverbalni intelektualni sposobnosti in ne v dimenzijah osebnosti, v govoru. In potem nas je zanimalo, kaj se zdaj dogaja od 4. do 9. razreda oziroma 3. Navzgor je šla razlika, to se meri s tistim faktorjem, torej razlika je šla navzgor, kar pomeni, da se je že od 4. do 9. razreda razlika povečala, ampak samo na področju govora. Ni se jo povečala na drugih področjih, ker ni bila še enkrat poudarjena in pomembna in se tudi ni izkazala po recimo 4-5 letih šolanja, potem pa kot pomembna. Govor je bil tisti. Zdaj, zakaj ga tako zelo izpostavljam? Ker smo mi hkrati pogledali učiteljeve ocene in pa ocene oziroma dosežke dobljenja nacionalnih preizkusih znanja, ki so jih v tistem letu delali že po formuli, da minister določi v 9. razredu
predmet, tako kot letos, naprimer, mislim, da je glih kot določil ali kako že, torej bila je slovenščina, bila je matematika in bila je biologija. Tisto leto je bila biologija, torej za te 3 predmete imamo rezultate in smo primerjali eno in drugo. In ko smo torej šolsko učiteljevo oziroma učiteljičino oceno in pa NPZ, in ko smo pogledali te šolske ocene, se je pokazalo, da so bile deklice pri popolnoma vseh predmetih, z izjemo športne vzgoje, takrat je bila še vzgoja, ocenjene višje v povprečju kot pa dečki. Pri vseh predmetih, pri športni ni bilo razlike. Boljše so bile samo pri govoru. Torej ne pri ostalih individualnih značilnostih, samo pri govoru. In smo seveda šli primerjati, kaj pa zdaj na NPZ-ju. Na NPZ-ju se je pokazalo, da so bile deklice na področju bralne pismenosti oziroma slovenščine, pri nas v tujih raziskavah so pač to poimenovali bralna pismenost, ocenjene pomembno višje kot pa dečki. Torej govorimo o NPZ-ju, zunanjem ocenah, kar pomeni, da torej izkazujejo očitno večje znanje pri slovenščini, ampak pri ostalih 2 predmetih pa niso bile razlike med enimi in drugimi pomembne, ker pomeni, da so na nek način učiteljice, učitelji za enako znanje ocenili deklice v šoli boljše kot pa dečke. Zdaj, zakaj je milijon lahko razmislekov in odgovorov in dilema, zakaj se je to zgodilo. Jaz vem, da smo sami takrat zaključevali te raziskavi, da so torej za vidika pravičnosti, v tem primeru vezane na spol, zunanje ocene pomemben delež. Ker nenazadnje takrat so vplivale, zdaj bodo že spet sicer v manjšem delu vplivale tudi na prehod na višje stopnje izobraževanja in bi bilo fino, če bi bile tudi v te mere objektivne, da bi lahko rekli, da imajo tisti, ki imajo enako ocene ali pa enak dosežek, tudi enako znanje, ne glede na spol. Zdaj pa, da deklicam seveda pomaga ta govorna kompetentnost na področju slovenščine in da tukaj ostaja, torej ostaja enako visoke pri enih in drugih ocenah, torej to pa je dejstvo in odgovora na vprašanje, kje vse, mogoče bomo kasneje do njega še bolj prišli, kje vse so zagate, zakaj do tega prihaja, čisto jaz ga v celoti nimam. Se pa spomnim, da si ti rekla, da tudi ne povem, kako je v kurikulumu, kako je v starem in kako je v novem. Jaz ne vem, povedati. V starem je bilo lepo pokrito, enako. Ne za vse, veš, v tem je Veronika problem, da nekateri pravijo, da ne, nekateri pravijo, da ne. Jaz osebno mislim, Eva bo pa povedala, da smo se v to smer zelo, zelo trudili, tako pri načelih kot pri potem predlaganih dejavnostih, ki so v kurikulumu napisane. Enako jaz lahko rečem, da smo se trudili pri zdaj še ne objavljenem novem kurikulumu, ki bo očitno iz leta 2025, še toliko bolj na vse dejavnike in na dejavnike in na spol in na te socialno-ekonomske dejavnike, da bi se pravzaprav zagotavljal neki skozi postavljena načela in pa cilje, nek pravičen in pa kakovostni sistem vzgoje in izobraževanja od 1. leta starosti, torej v vrtcu pa do zaključka šolanja. Jaz moram postaviti še eno vprašanje, ker si pač zapeljala v to smer. 8. marca ponavadi podelimo nečastne nazive bodečih než. Letos si je ta nečasten naziv pridelal kolega Saksida z naše fakultete. In to za izjavo, da je naš šolski sistem dekliški in da zato fantom v tem sistemu ne uspeva najbolj, ker se od njih pričakuje, zdaj ne me držati za besedo, da se jih posede kot marljive deklice in pričakuje, da bodo tako ravnali, seveda pa se od fantov tega ne more pričakovati in potem razvija misel še naprej o aktivnih, pogumnih fantih, ki jim je treba ponujati vsebine, ki jih bodo zares zanimale. Kako komentiraš to njegovo izjavo?
Da si zasluži bodečo mrežo. Pri čemer sem tudi brala odzive in moram tudi iskreno povedati, da je vrsta šolnikov, če smem tako reči, napisala, odgovorila, profesor ima popolnoma prav. Jaz pač tukaj ne morem razmišljati o drugem kot o žal, tudi na tisti ravni, kjer ne bi smela biti tako močno prisotne implicitne teorije. Vsi jih imamo, te subjektivne implicitne teorije o tem, da si pač predstavljamo, da je, ne vem, enemu nekaj lažje, eden je, ne vem, priden, drug je, ne vem, inteligenten in tako naprej, ampak da so pravzaprav te teorije prisotne do take mere, da se posreduje bodočim učiteljem in učiteljicam znanje o tem, da so dečki z vidika vedenja v šoli drugačni kot pa deklice in da je pravzaprav njih treba, če smem reči, v mrežo potegniti na popolnoma drugačen način kot tiste pridne, tihe deklice, ki jim lahko damo, kolega je enkrat tudi govoril o berilih za princeske in prince, viteze, berilo za princese smo imeli in pa berilo za viteze. Takrat je bilo tudi hudo, to je že najmanj 15 let zanesljivo nazaj in je takrat odgovarjal, da s kolegom se namreč zelo dobro poznava, da ne bo pomote in zato je odgovarjal in na zasebni ravni in sicer javno, da on ni mislil, da bi berilo za princese brali samo deklica, berilo za viteze pa da bi dečki brali, ampak da je hotel motivirati ene in druge z tem tako imenovanim naslovom. Zanimivo bilo je tudi Roza, pa mislim Simona on moder, on drug je bil pa moder, ker pomeni, da se pravzaprav na zelo prikriti ravni noter prikradejo ta pričakovanja, kakšne so deklice, kakšne so dečki, zato sem jaz prej rekla, ni bilo pomembnih razlik na nobeni od dimenzij osebnosti, na nobeni od 5 dimenzij osebnosti ni bilo pomembnih razlik med deklicami in dečki. Iz tega težko jaz speljem ven, da so deklice mirne, ubogljive, sledijo pouku, fantje so pa na juriš, pa nemirni in jih je treba zato pravzaprav z njimi ravnati drugače kot z deklicami. Tako da dokler pravzaprav tega ne bomo presegli, bomo tudi na ravni vedenja oziroma ravnanja, kako zdaj poučevati ene in druge težko rekli, da ne reproduciramo ravno v šoli, dodatne razlike med spoloma, ki sicer ne bi obstajale. Bova se k temu vrnili, ampak zdaj dajem... Ja, tukaj so očitno na delu ene take trdovratne implicitne teorije in stereotipna prepričanja, ki so pogosto nezavedna in v resnici očitno tudi delujejo potem na ocenjevanje in to, kako učitelji zaznavajo vedenje deklic in dečkov. Pa morda, če vseeno ostaneva še malo na področju govora ali pa majčkeno razširimo razvoj tudi na druga področja, prej si govorila o razvoju igre in stereotipni izbiri igrač strani odraslih, kako pa lahko nekako starši, odrasli in vzgojiteljice, učiteljice kljub samo presegajo to spolno stereotipno vedenje, ta pričakovanja, kaj bi jim svetovala, Rekla si, da se stvari premikajo zelo počasi naprej. Kaj bi jim recimo svetovala? Kot prvo, pomoč pri preseganju teh implicitnih teorij. Pomoč pri preseganju implicitnih teorij pa pomeni dodatno izobraževanje, razlaganje, utemeljevanje, opremiti pravzaprav, neko dejavnost za tem, da se pokaže, ali oni res zaznavajo razlike ali ne. Skratka, če one, bodi si vzgojitelji ali pa učitelji ne verjamejo v to, da so razlike majhne in da vedenje in vedenje ni isto, če tega ne razumejo, če tega ne zaznajo, potem one vsak trenutek bodo, dokler boš ti zraven, ravnale ustrezno ali pa bodo naredile na ravni tega, da ko jih boš vprašal, a se izdi pomembno, da dela za dečki drugače, recimo učiteljica, kot pa za deklicami, bo rekla ne. Ko bo pa ravnala
bo pa ravnala drugače za deklicami in dečki. In tukaj je pravzaprav problem tega delovanja implicitnih teorij. In se mi zdi, da je to sila pomembno. Hkrati se mi pa zdi pomembno tudi, če neko opozorilo, da spolni stereotipi ravnanja odraslih ali pa starejših otrok ali pa okolja širšega, medijev, seveda ponudbe knjig in ne vem česa vse, prispevajo k temu, da se razlike oziroma stereotipi podkrepijo. Pa vendar kar nekaj raziskovalcev ugotavlja tudi, da je kar prav, da opozorimo, ker to, če opozorimo, smo potem lahko pozorni na to, da vlak ali pa avto ali pa karkoli vozi v obe smeri. Namreč na kaj opozarjajo? Zlasti pri najmlajših, torej pri dojenčkih malčkih, opozarjajo na to, da recimo, bom rekla mama, ravna z dečkom drugače kot pa z deklico. Ko mu bere, ko se vključuje z njim v igro, ko ga spodbuja k raznim gibalnim dejavnostim in podobno. Pa vendarle tudi deček ali deklica, torej malček ali malčica, se ne odzivata enako, ne ravnata one dva enako. Ko so poskušali z istimi nalogami, torej kaj, naprimer, mislim, da je bila nek vrča, napolnjen z vodo, da opisujejo en primer take raziskave, ki ga je imel v tem primeru pa oče, postavljenega nekje na mizi, in so potem oni snemali, kaj za tem vrčem dela deček in kako se oče seveda odziva. In deček je ves čas rinil v ta vrč, hotel ga je prevrniti, premikal je mizo, in v očetovem odzivanju na tega malčka je bilo zelo veliko reguliranega govora, torej pravil, ukazov, ne smeš, ne moreš, pej se igrati drugam in podobno. Medtem, ko so to isto dali, situacijo očeta pa deklico, in je bilo ta voda tam, je pa deklica ni, kar naprej želela nekaj obrniti, prevrniti in podobno, in je bila komunikacija očeta z deklico drugačna. Torej, to je to čisto na tej nezavedni ravni, da ni samo enosmerno, torej ne more biti samo za vpliv dejavnikov iz okolja, ampak nekaj prispeva vedno v tej interakciji tudi oseba, z katero komuniciraš. In zdaj, če ti tega od začetka ne veš in se ne zavedaš, da boš zelo hitro prišel v to, kar sem prej rekla, da boš bral ali pa pripovedoval deklici drugače kot pa dečki, da se boš vključil, to smo mi sami v eni raziskavi ugotovili, da so se mame naprimer v simbolno domišljijsko igro deklic dečkov, vsi so imeli enaki nabor, standardni nabor igrač, vključevali nekoliko drugače pri deklicah kot pri dečkih. Kaj je bilo spet več? Meta jezika je bilo več, več je bilo tega razlagalnega dela, več je bilo tega truda, da bi vzdrževali vključenost malčice v igro ali pa kasneje otroka kot pri dečkih. To so te drobne stvari, ki jih po moji prepričanju lahko te, ki so odgovorni za edukacijo na katerikoli ravni v sistemu, prisegajo samo na ta način, da se z njimi soočajo. Torej, če jih ne poznajo, pač... Ker je tudi vrstniška skupina pogosto v tem zgodnjem obdobju precej spolno stereotipna in se krepijo tudi otroci v resnici v tej stereotipnosti lahko med sabo. Tako da je včasih kar težko v resnici staršem nekako vztrajati pri tem. Ja, staršem je težko, pri čemer jaz mislim, da večji delež prihaja od staršev kot od inštitucije, vsaj ko govorimo o vrtcu. Da je večji delež stereotipnosti vezan na družinsko, zanimivo, sploh ne povezan naprimer z izobrazbo staršev. Enako pogosto so spolno stereotipni visoko izobraženi kot pa nizko izobraženi starši, da vrtcu imajo nekaj teh strokovnosti, nekaj vedenja seveda več. Bom povedala primer. Ena vaša kolegica, tudi že pred leti nazaj, ko smo imeli še ne bolonjski študij, delala diplomo iz otroške igre in so se dogovorili, da bo beležila
domišljijsko igro v igralnih kotičkih, ki jih imajo v vrtcu. In je tudi pustila, da je igralni kotiček manj bil tak, kot je, tudi igrače, to imajo vsi nekaj postavljeno, malo so sicer premikali, ampak bistveno je bilo, da je bil dogovor, da bosta vsakokrat znova v enakem igralnem kotičku 2 deklici in 2 dečka. Stari so bili pa 5 do 6 let, torej zadnje leto pred vstopom v šolo. Snemala je za namenom, da bi potem analizirala, kako med sabo komunicirajo, kakšna je socialna interakcija, kakšen je govor. Vemo, da je lahko v igri izredno bogat v teh vrstniških igrah, torej to je bil njen namen. Namerno pa smo seveda, ko pravim, večina raziskav popazimo na ta spol, dali 2 deklice, 2 dečka. Po parih snemanjih je prišla popolnoma obupana nazaj na fakulteto in rekla, da to pač ne gre. Ker da se deklice igrajo, tisti par, 2 deklice igrata, medtem ko dečki se ne igrajo. Da je prišlo do tega, da tam so imeli neke take zofe, neke stare obložene stole, da so se ulegali na tisto, eni celo časopis vzeli v roke, ko jih je probala motivirati, se prav veliko ni smela, ker smo jih tako naročila, da ne se oni tudi igrajo, so se spremenili, ker je bila to domišljijska igra, v psa in so lajali, in so neke ketne iskali, ne vem kaj, skratka, reka, da to je pravzaprav nemogoče, da bi ona potem analizirala. Potem smo tuhtali in na koncu dotuhtali, da pa mogoče nimamo v redu igralnega kotička in da ga bomo opremili drugače, kot ga imajo v vrtcu, sicer opremljena, samo otroke ostale so ven umaknili, razen teh 4. In smo potem v tisti kotiček dodajali različne tehnične aparature, ene so delali, ene en radio, neki škrip, eden je bil, ko sploh ni delal, dodali smo neka orodja, potem vem, da so bili tudi recimo za mikser, torej ne zdaj, da bi šli po spolu, unita kladu in pa kuhalnica, in se je pravzaprav zelo obogatil ta nabor igrač, ki so tam bile, nekatere tiste, ki so bile in so izrazito ven udarjale kot spolno zelo značilne, smo pa celo umaknili iz tistega kotička. Kolegica je lahko upravila nalogo, zbrala podatke za diplomsko nalogo, analizirala govor teh otrok in celo ugotovila, da dečki po količini komunikacij medsebojnih niso bili nič bolj šibki kot pa deklice. Da so se enako pogosto probali določati za besedami okvir igre, načrtovati igro in podobno, ob eni zelo mehni spremembi. In jaz sem prepričana, da je na to treba opozarjati. Vzgojiteljice že v vrtcu, da one mogoče prepogosto pustijo, da si otroci zberejo igrače sami, ampak v izhodiščih pa imajo. V enih predalih so same kocke oziroma zabojniki, v drugi so lutke, te kotički, igralni so še vedno zelo naravnani po njihovi presoji igri deklic in se tudi pričakuje, tam se bo kuhalo, tam se bo šivalo in podobno. In je torej pravzaprav to že pogoj, ki so ga ustvarili za to, da bo razlika med enim in drugimi naraščala na tej ravni, da se ne bodo družili. Saj oni tako razvojno pridejo do tega, da so fantovske skupine pa dekliške, ampak ne v predšolskem obdobju. V predšolskem obdobju smo pa mi tisti, ki z pogoji, ki jih ustvarimo, naredimo to, da se večina časa igrajo dečki skupaj, večina časa deklice, in tudi relativno hitro ugotovimo, in so tudi te odgovore dobili vzgojiteljic, namreč pa prav imajo v enem delu, da se deklice bolj zaigrajo in da dosežejo razvojno višjo raven igre, če se igrajo z dekliškimi igračami v takem dekliškem kotičku. In enako dečki. In zakaj bi zdaj mi to razdirali, je njihovo vprašanje, ki je na nek način smiselno vprašanje, ampak gledano z vidika reproduciranja razlik med spoloma pa ne. Še eno mogoče sem tako vprašanje. Prej si govorila o tem, ko si ti študirala, je bilo približno enako ali pa celo več študentov kot študentk. Danes, če pogledamo naše letnike študentov, je študentov zelo malo. Se ti zdi, kje so razlogi za to, če pogledamo sosednjo fakulteto, pa verjetno je totalno obratna situacija, je to
nekaj, kar je posredovano, se pravi dijakom v zvezi s tem, kater poklic je za določen spol primeren, če pogledamo, ne vem, recimo tudi vašo pedagoško fakulteto, ali mogoče tukaj se odražajo tudi te razlike med ocenami, recimo konkretno na psihologiji, kdo lahko pride in kdo ima boljše ocene v srednji šoli. Kako bi pokomentirala to razliko? Ja, vem ne, ker ocenjeno in zmerjeno nimamo, lahko pač ugibam oziroma razmišljamo o tem. Jaz mislim, da oboje, to, kar si rekla, deloma je seveda uspešnost, in v povprečju višje ocene deklica kot dečkov in prag, ki ga na psihologiji imamo, postavljen zelo visoko. Deloma pa, ampak se pravzaprav zgodi, da so kakšni drugi fakultete, ki imajo prag tudi visoko, pa ni razmerje, saj ne tako izrazito v prid deklet, kot je recimo na študiju psihologije. In še enkrat pravim, da ne boste mislili, da se je včasih prišlo, ko je bilo razmerje drugačno na psihologijo brez sprejemnih izpitov. Ravno tako so bili, ravno tako se je upošteval uspeh in zato mislim, da samo za tem preprosto ne moramo zadeve pojasniti. Se mi pa zdi, da seveda ta širši družbeni prostor in pravzaprav to predstavljanje teh tako imenovanih skrbstvenih poklicov, ki naj bi bolj bile po meri deklet kot pa fantov, kjer se pravzaprav pričakuje, da kdo drug kot pa učiteljica, kaj šele vzgojiteljica, ne pa vzgojitelj bo pa znal ravnati za otroke, kako bodo znali odnos postaviti, kaj bodo za njim delali in podobno, da je to pravzaprav nekaj, kar odvrača seveda en del fantov, takrat, ko se odločajo za to, da bi se vpisali na študij, da se morda počutijo kje drugje bolj močno, da je to že močno preplavljena zadeva, eno, kaj bodo delali in kako bodo delali, druga pa kako so pravzaprav te poklici potem plačani. In če so med najslabše plačanimi, zakaj bi se zdaj pravzaprav fantje, ki morda ne vidijo sebe ravno v tem, zakaj bi se odločili za ta poklic, oziroma zakaj bi se odločili, ker nastane še dodaten problem. Veste, ko pogledate te odstotke, gredo od najnižjih v vrtcu, deležih vzgojiteljev, deležev učiteljev skozi osnovno šolo, srednjo šolo do univerze. Mislim, da če sem si prav zabavila podatek, imamo v Sloveniji trenutno 4% vzgojiteljev v vrtcih. Potem pridemo v osnovni šoli na okrog 30, mislim, da je, okrog 30% učiteljev in prijete na univerzo, pa zdaj ne govorim o nobenem oddelku, ker sem prej rekla, da je na naše verjetno več žensk kot pa moških, ampak govorim povprečju, se pa stvari spremenijo, je pa delež še višji, samo potem nastane še dodatna zagata, ker ta višji delež žensk, ki so med drugim tudi zaposlene v visokošolskih inštitucijah, v manjšem deležu pridejo do magisterija, doktorata, oziroma zdaj ne sme več reči magisterija, sem doktorata, oziroma do najvišjih nazivov, kaj šele funkcij znotraj univerzitetnega oziroma raziskovalnega okolja in se stvari pravzaprav zelo neenoznačno obnašajo. To hočem povedati, da so pravzaprav te dejavniki, ki vplivajo na to, zakaj se nam to zgodi, verjetno zelo različni. Mislim, da bi to znali odgovoriti fantje, ki pridejo na psihologijo. Kaj je razlog, oziroma ali poznajo še druge svoje kolege sošolce v srednjih šolskih programih, ki so imeli afiniteto do študija psihologije, pa niso prišli in zakaj niso prišli. Torej, te sistematične analize, da bi bila narejena, se jaz je ne poznam. Jaz bi zdaj, ker si izvala moške v tem prostoru oziroma študente psihologije, dala priložnost publiki, če ima slučajno kako vprašanje ali komentar. Brez skrbi, med vezuško sva opremljeni, mala še, nisva izčrpali svojih vprašanj, ampak se mi zdi, da mogoče damo še vam priložnost, da kaj pobarate ali pa kaj pokomentirate, oziroma poveste, zakaj ste izbrali študij psihologije. Jaz, ko sem se odločil, da psihologija, mislim, da ga študiral tem, koliko bo fanta
da so vas doma podprli. Doma? Ja. 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 Lepo, da pri nekaj pravobih obratno. Če že ga pove. Osnovni šoli, da se ni šoli, da se tudi bolj več fantov. Ja, pri nas je osnovni šoli, ja, večin fantov. Čudo zdaj, se je tako, so še naredili. Ja, lepa hvala za to. Odgovora sicer še vedno nimamo, ampak tudi mislim, da ga ni enostavno dobiti na ta način, ker je tole neka bolj globalna zadeva, ne, zakaj se Milica ga ima. Sem potrdila to, kar si govorila, ker to potrebujejo podatki Evropskega inštituta za enakost spolov, ki merijo vsaki 2 leti stanje na tem področju in mi smo na področju izobraževanja nazadovali, kar zadeva enakost spolov. Mi se sicer zelo hvalimo, kakšen visok del je žensk končal univerzitetni študij, ampak kje je končal, je to drugo vprašanje. Se pravi, točno na točki spolnih stereotipov, ki usmerjajo vpise v te programe, smo močno nazadovali, kar pomeni, da je retradicionalizacija globoko oziroma široko zamahnila z rokami v našem prostoru, kar dokazuje tudi raziskave, ki smo jih lansko leto brali mednarodno primerjalne, in to je res kar zaskrbljujoče vprašanje. Skratka, ni samo problem Slovenije, ne? Očitno ta horizontalna segmentacija, ki se v tem primeru dela po spolu, ne? Očitno deluje, ne? Da se dekleta, da imamo več deklet v programih, ne, kjer je potem, ne vem, če hoče socialno delo, pedagoški poklic in podobno, ne, kjer gre za neko skrb za nekoga. Mislim, da so zdaj že tudi na medicini, ne, pri vpisu, da so že kar nekaj let prevladujoče dekleta, ne, pa je včasih bilo tudi razmerje. V tistih časih mi smo ko sem rekla, da je bilo razmerje drugače, mi smo kot študenti na primer imeli možnost, ker smo bili pač na psihologiji, ne, testirati bodoče študente medicine, oziroma študentke, ne, tiste, ki naj bi se vpisali. Ne, so takrat oni imeli postavljene neke teste inteligentnosti, ne, z katerimi se jih je testiralo, in z našimi profesorji smo se tam srečevali, ko so to izvajali, to je bilo predvsem masovno, in takrat je bilo pravzaprav izrazito večji delež fantov. Ne? Takrat je bila medicina pravzaprav zdravnik, ne zdravnica, kaj boš zdravnik bom. Medtem, ko se je zdaj, verjetno ravno skozi to skrbstveno vlogo, skozi to delati za človekom, zadeva začela že dolga leta, obračati tudi na medicini v prid študentkam in ne študentom po deležu. Potem je, mislim, stvar pa tudi obrnjena, ne? Če pogledamo srednje strojne, elektro fakultete, koliko imajo deklice, ki jih to zanima, ali pa dijakinje potem pred fakulteto, ki jih to zanima, možnosti, da se vpišejo na tak študij, oziroma koliko jih družba podpira pri tem. Imamo na eni strani take poklice, kjer je prevladujoče, ali pa študije, kjer so prevladujoče ženske, in po drugi strani tudi, kjer so prevladujoči moški, in v resnici kakšne so možnosti za te samo da tam recimo na strojno fakulteto ali pa še na katero drugo tehnično fakulteto imajo odprt vpis, oni nimajo dovolj študentov, ker pomeni, da se v resnici dekleta, ki se želijo vpisati, ki imajo podporo v okolju, zato da bodo to študirali. Podporo v okolju, če jo imajo, bodo oni tja prišle brez večjega problema. Tam ni omejitve vpisa, če hoče računalništvo, matematika, strojništvo, gradbeništvo, metalurgija, vse tja lahko dekleta pridejo, pa ne pridejo. Mislim, ne grejo, ne da ne pridejo. Računalništvo sicer ima omejeno, ampak jaz sem... Zdaj zadnja leta, verjetno. Jaz mogoče samo vtis delim z vami, zdaj z informativnih dni. Na računalništvu se mi je zdelo, vsaj na tistem terminu, ko sem jaz se bivala na tem prostoru, da je bilo približno enakovredno. Se pravi, polovica fantov, polovica deklet, in enako tudi na kemiji, kjer je dejansko predavalnici se mi zdi zelo uravnoteženo, medtem ko medicina pa tako, kot si rekla. V bistvu, 10, mogoče na prvem terminu, tistem najbolj izpostavljenem fantov, vsega lahko vidite na fotografijah, celo so bile objavljene, in je zares
Bi pa mogoče samo dodala, ko si prej omenjala te razlike in pa pristranskosti pri ocenjevanju v šolah, da je pa zanimivo opazovati učbeniška gradiva in sicer z tega vidika spolsko občutljive rabe jezika. Zdaj že kar nekaj analiza, tudi na eni doktorski študiji se je pokazalo, da so pa v bistvu gradiva, ki sicer večinoma pišejo ženske avtorice, precej spolsko neobčutljiva in da je naprimer in pri izbiri vsebin, pri izbiri izhodiščnih besedil vedno zastopan moški, pa če pogledamo ilustrativne posod so v bistvu prevladuje ta moška spolsko sicer nezaznamovana raba. Pa vprašanje, kako potem učiteljice in učitelji odreagirajo, ko učenci kaj počnejo s temi primeri. Jaz lahko gledam pač te gradiva svoje hčerke, kjer je ona mirno spremenila primer v ženski spol, ampak je to z vidika učnega cilja pa narobe, ker je ona delala predvorbe in je popravljala, ker je šlo na živce, da se tudi samo moški primeri. Ali pa zdaj spremljamo v učbenikih, v novih izdajah, upuščanje oboje spolskih oblik pri navodili, potem pa kje ostane kakšno, ker niso dobro pogledani, so spustili in kako reagirajo učenke. Recimo, jaz sem spraševala, zakaj si pa pustila to nalogo prazno, ker me ne nagovarja. To je namreč tako, da je ves čas je bila eno spolsko, potem je pa ena naloga, eno vprašanje bilo pa oboje spolsko in sledilo je spet eno spolsko. Vmes je bilo pogovarjati se s svojo sošolko, sošolcem, pošti učiteljici, učitelju, potem pa kaj boš, ko boš velik? Nič. Ne zanima me. In to je dejansko se mi zdi kar problem, ki se ga tudi ne zavedamo. Seveda se ga ne, jaz lahko povem najnovejšo izkušnjo vojna, ko smo prej omenjali kurikulum za vrtce nov. Predlog, da se uporablja izraz vzgojiteljica in da se napiše opombo, da je to generično, vključuje eno in drugo. Dosazuja, mislim, da bodo vprašali, ali je res lahko ženska oblika generična, ampak to se ni dogajalo leta 1999, v kurikulumu ampak leta 1925, zdaj je vzgojiteljica, ampak zato je pravzaprav potrebno, ne vem kakšen napor, z utemeljitvijo, da jih nagovarjamo, da one morajo se identificirati za tem dokumentom, če ga ne potem naprej delajo, da je tudi to ena od komponent za to, da bodo opazile ali podobnosti, razlike, da bodo sploh vedele, da delajo z deklicami, dečki. Ne, to jezikovno ni v redu, se je rekel, da bomo poizvedovali in to inštitucija, ki je krovna inštitucija v tej državi, torej Zavod za šolstvo, bo naredil poizvedbo na SAZU, ali smemo to uporabiti ali ne smemo uporabiti. Torej, tle se stvari ne premikajo. Zato pravim, da je težko pričakovati, da se bodo na ravni izidov tako hitro premaknile, če se na ravni pojmovanja še premikajo zelo, zelo počasno, ampak sej bom rekla počasno, ko se pač vsi stereotipi počas presegajo. To ni nekaj, ker lahko enkrat rečeš, pa bo jutri drugače. Ljubica, jaz bi se vrnila na vprašanje socialne pravičnosti oziroma intersekcionalnosti, kot radi rečemo sociologi in sociologinje. Tudi ti si namreč omenila, da ob spolu štejejo tudi druge kategorije, razred, kultura, etnija. In zdaj, če se vrneva na bralno pismenost, kjer že desetletja beležimo torej bistveno boljše rezultate deklic, pozabljamo omeniti naslednje dejstvo, da pa tudi vse deklice pri bralni pismenosti niso tako zelo uspešne kot njihove vrstnice in da bi tudi tukaj morali še kaj narediti, absolutno pa nič ne delamo s fantja, ki zaostajajo, če prevedeva točke, skoraj 40, eno leto, 40 točk zaostajajo na teh preizkusih, to je približno 1 leto izobraževanja.
In družbene, strukturni dejavniki tu seveda igrajo vlogo. Kako razvojna psihologija, oziroma kako ti kot razvojna psihologinja gledaš na ta problem in kaj bi svetovala, kako se lotiti tega, da bi bolj celostno gledali na probleme in izzive, ki jih imamo v vzgoji in izobraževanju, da bi posvečali pozornost torej tudi otrokom iz marginaliziranih skupin, ne zanemarili in reducirali spola samo na enega, ampak upoštevali, da imamo več spolov. Skratka, nekaj modrih besed na to. Ja, kot prvo, hvala, da si pozorila na to, ker sem do zdaj jaz recimo spregledala v svojem govorenju, da so velike individualne razlike znotraj posamezne skupine, torej med deklicami so lahko razlike ravno tako velike ali še večje znotraj skupine deklic kot razlike med deklicami in dečki. Te razlike je pač treba upoštevati in če kje na področju govora dobivamo res zelo, zelo velike razlike, ki so povezane z vsemi temi različnimi kategorijami, dejavniki, kakorkoli jih poimenujemo, ki na razvoj govora na različnih področjih tudi zares vplivajo. Zdaj pa imamo pravzaprav dvojno zagato. Imamo zagato, da smo, ko se primerjamo v teh, kjer so res, numeri so res zelo, zelo veliki, v teh mednarodnih primerjalnih raziskavah znanja, ko gledamo po spremenljivki spol, imamo velike razlike, ko gledamo po spremenljivki SES, torej družbeno-ekonomski položaj, imamo enako velike razlike. Torej dve zadevi, pravzaprav delata nepravični šolski sistem za to, da bi lahko vsem nudili približno enake možnosti, da v razvoju oziroma pridobivanju znanja pridejo do tja, do kamor zmorejo. In zdaj presež to na ta način, da bi rekli, da bomo delali z vsemi otroki enako. Otroci so pa različni ali pa mladostniki oziroma mladostnice, torej ne bo šlo. Torej ta tako imenovano enako delo z vsemi, lepo je slišati, bomo delali enako, vendarle rezultati ne bodo, zato verjetno nič drugačni, lahko celo nekoliko v minus dodatno zamaknjeni. Zdi se pa, da pravzaprav v šolskem sistemu ali vrtčevskem ali pa kasneje osnovnošolskem, srednješolskem ne moramo drugače, kot da zadevo nekoliko bolj individualiziramo. Čeprav se mi tega v Sloveniji, že tam v koncem 90-ih let je bilo to neka najbolj pregrešna misel, ko se dela ta reforma v samostojni Sloveniji, govoriti o diferenciaciji otroka pri pouku in ne samo o individualizaciji. Individualizacija pač pomeni z vsakim posebej delati, ampak tam jih je 30, ker pomeni, da verjetno to tako enostavno pa ne bo šlo, da boste 45 minut po celi šolski uri z vsakim delali posebej, pa en učitelj oziroma učiteljica je v oddelku. Diferenciacija je bila pa izrazito, takoj ko se je uporabil izraz, čeprav so to pedagogi na dolgo in široko strokovno utemeljevali, se je pa pojavili za tem socialnim oziroma družbenim razlikovanjem. Češ v nižjih razredih oziroma na nižji ravni, ko bodo v 3 skupine, ta tako imenovani nivojski pouk razdelili otroke, bodo otroci staršev z nizko izobrazbo in šibkim družbenim okoljem. Tudi to smo v eni od raziskav gledali, se to res tako avtomatično zgodi, pa je zadeva bolj komplicirana. Torej, nobeden jih na šoli ne razvršča potem, kakšno izobrazbo imajo tvoji starši, če imajo nizke, torej imaš nižji nivo, če imajo, univerzitetno, si pa na 3. nivoju, da se je pokazalo, da so tam igrali pomembno vlogo te individualni dejavniki, vezani na otroke oziroma mladostnike, da so povprečju bili otroci iz družin bolj izobraženih staršev in pa bolj spodbudnega okolja, so dosegli boljše rezultate na govoru, so dosegli boljše rezultate na testih intelektualnih sposobnosti in tudi višjo znanje. Sem prej rekla, da je znanje ni kategorija, ki visi v zraku. Znanje je povezano z določenimi zmožnosti in tukaj so korelacije zlasti med intelektualnimi sposobnostmi, govorom in pa znanjem izredno visoke. Še enkrat poudarjam, najvišje pa ravno med govorom in pa med znanjem. Zato, torej, ne da bi se lotili tega, da najmanj kar je, ker tega nivojskega pouka nimamo več v zakonu, bil pa je v začetku v leta 96, da bi dovolili in vrtcem in šolam,
da bi delale bolj fleksibilno, da bi delale bolj odprto na tej ravni, s kom oni pravzaprav delajo. Veste, zdaj dobivajo vsi vrtci, vsi šole, ne glede na to, kdo je v to šolo vključen, dobivajo vsi enako, bomo rekla, količnik, ne, ali pa kakorkoli teme rečemo, enako denarja. Pa imate šolo, v kateri je v oddelkih lahko pomemben delež, ne vem, 25% ali pa celo več, naprimer otrok tujcev. Imate šole, ki so po izobrazbeni strukturi njihovih staršev, mnogo nižjo povprečno izobrazbo, kot pa šole v nekem drugem okolju. Pa z vsemi se dela centralno na enak način. Vsi dobijo toliko in toliko učiteljev, enakih učiteljev, za jih niti teh ne dobijo, ampak to je poseben problem. Dobijo enako količino denarja, naprimer za učbeniške sklade, enako količino denarja za vse ostalo opremo, ki jo rabijo, oni bi pa mogli delati izrazito različno z različnimi otroki. Otroke tujcev ne morete pravzaprav pripeljati do tega, da oni prijajo do stopnje v razvoju in znanju, do katere bi lahko prišli, ne da za njimi dodatno in drugače delate, kot delate z otroki, ki imajo pravzaprav učni jezik in pa svojo materinščino isti, torej ne pa različna. Zato se mi zdi, da dokler mi ne bomo presegli tega, da se bojimo reči, da smo ljudje med seboj različni in da so potem tudi poti različne, kako do kam pridemo in da tudi vsi ne moramo do istega cilja prideti, ne moramo, ampak to ne pomeni, da ene pustimo, pomeni, da vsakmu omogočimo, da pride z nekimi podpornimi stebri do tja, do kamer lahko, ampak enakosti na vrhu pa ne moramo meriti. Mislim, teh izkušenj, kako bomo izenačili, kaj bomo naredili, smo imeli v Sloveniji že preveč, naprimer s to slavno malo šolo oziroma pripravo na šolo se je to probali narediti, pa se je pokazalo, da ne gre. Mislim, eni krajši, eni daljši, pa zdaj so spet neki, tako namigi o tem, oziroma ne namigi, ampak tudi zapisi o tem, da bi za tiste otroke, nekatere, ki niso vključeni v vrtec je izrazito varovalni dejavnik za otrokov razvoj, da bi pa vključeni v en krajši program z največ, 240 urami letno. Torej, dopovedovati, da to ni fair do teh otrok, ker ko se pogleda, ko greste res v vrtce in ko vprašate ravnatelje, ko to razpisuje, kdo je v tem programu so otroci tujcev. Ali pa otroci, ki so imeli izrazite vedenjske težave in se jih starši niso upali vključiti v vrtec, ali pa so jih svetovali, da ne grejo v vrtec, ker bo tam otrok še težje funkcioniral in podobno, in potem jih dobijo 1 leto pred vstopom v šolo v ta kratek program, zato da bi jih maksimalno podprli, izenačili, zatem, da bi bil potem bolj ali manj start za vse enake. Tega nikoli ne moramo narediti in tudi ni potrebe, da imamo enaki start, pomembno je, da prepoznamo, da so različni. In bomo pravzaprav in v izhodiščih, in potem naprej v nadaljevanju z različnimi otroki pač delati različno. In se zgrozim, ko vidim, da kdaj vprašajo, a lahko otroka, naprimer v vrtcu, ki prihaja iz katerekoli druge države, njegovi starši so se zdaj priselili, on itak ne razume nič, a ga lahko naredimo tako, da ga odpeljemo ven iz vrstniške skupine, pa za njim nekdo dela, ga uči slovenščine. Ja, ne morate to narediti, ne smete to narediti, ampak morate pa narediti to, da boste dobili dodatno osebo ali osebe v ta oddelek, kjer bo otrok imel možnost, da se uči slovenščine tako od vrstnikov kot od večjega števila odraslih oseb, kar pomeni, da je manj otrok na eno vzgojiteljico. Torej, to so te na videz tako banalne stvari, ampak v resnici se jih da na ta način otroke premikati naprej, ne pa na ta način, da rečemo, vse smo vsem nudili enako, eni so bili pač uspešni, drugi pa ne. Hvala, ampak zato očitno zgledati mora biti mar za ta podsistem in moraš vanga tudi kaj vlagati. Eva, izvolite. Najlepša hvala. Ne, ko sem bil in poslušal predstavitev bolj Sloveniji krvi obšljuvanje Ljubica, za tvoje tako zdravstveno lepo na eni strani, kot na drugi strani za ohranjanje kompleksnih družbenih pojavov v njihovi kompleksnosti in vedno znova opozarjanje na drugo stran in na nek širši kontekst in
Moram reči, da se mi zdi izredno pomembno ta tvoja konstantna skrb skozi desetletja, pravzaprav na eni strani za znanstveno odličnost, to se to danes temu reče, ne? Zelo natančno znanstveno raziskovanje, metodološko, zelo utemeljeno in tako naprej. In na drugi strani ves čas ta skrb, ki jo vidim tudi danes, zato sem tako vesela, da sem zdaj tu, kako na osnovi znanosti spreminjati družbeno realnost. In to, kar se danes dogaja, posebno od vrtcev do univerz. To se mi zdi izredno pomembno povezovanje enega in drugega in širši družbeni pogled in poseganje ne nazadnje, da uporabim besedo v tem kontekstu, v javni prostor in v politično dogajanje. In jaz sem imela priliko, potem da sem študirala psihologijo in filozofijo, na psihologiji med samimi deklicami, na filozofiji med samimi dečki, potem daj drugič, ampak dobila sem po nekaj spešen naročila službo na Pedagoškem inštitutu in si predstavljate, da smo zastavili, kaj ne tema rečemo, raziskovanje precej kritično in poskušali tudi družbene konsekvence te kritičnosti potegniti. Bila so obdobja, ki so bila zelo viharna in malo smo že razmišljali o tem, da bomo izgubili službo na Pedagoškem inštitutu in potem je prišla profesorica Ljubica Marjanović-Umek in se je zavzela za naše raziskave in Ljubica, moram povedati, čeprav ne vem, če je to zdaj najboljši okvir za to, pa bom še drugič povedala, če ne bi ti takrat posegla v javno dogajanje, kako se je znanstvene dosežke obravnavalo v širšem družbenem in političnem kontekstu, potem menila z Zdenkom Kodelja, ki je raziskovala na področju predšolske in družinske vzgoje, ne bi mogla nadaljevati in ne bi sploh nekega širšega dometa vse skupaj imela. In neverjetna gestra je bila neke vodilne raziskovalke pri nas na področju predšolske vzgoje, da je napisala uvod v knjigo, ki so jo z Zdenkom izdala šola in vrtci za današnji čas in meni se zdi to enoznačno, poleg tega, da seveda, da moram javno izraziti to neverjetno hvaležnost in nekaj, kar je pomembno za razvoj na tem področju, ima danes konsekvence s ljudmi in v tem okviru seveda tudi enako spolov vedno imela zelo pomembno vlogo. Da tu vidim neko odličnost, ki je osna te odličnosti, ki je na fakulteti propagiramo, ki je zelo pomembna, odličnost znanstvenih rezultatov, odličnost teh in teh točk in teh objav. Jaz tu vidim tisto pravo odličnost, da lahko svoje znanstvene kompetence in raziskave ves čas kontinuirano uveljavljaš, ne samo poskušati uveljavljati, ampak uveljavljaš v širšem družbenem prostoru. Torej z tega vidika mislim, da lahko vsi skupaj, da ne rečem preveč neko izredno hvaležnost ti izrazimo. In upam, da se take okrogle mize v nadaljevanje, take predstavitve, čim prej nadaljujejo, morda tudi v višjih mestih. Hvala. Hvala. Mogoče tako za zaključek še nekaj, da kar nadaljujem na to tematiko o ženskah v znanosti. Ljubica, dobila si lansko leto Zoisovo nagrado za življenjsko delo. Kot sem že prej omenila, ko sem tam sedela, sem se spraševala, a je to Zoisova nagrada za moške v znanosti. Pa je bilo še dobro leto. No, pa je bilo še dobro leto. Tako bi te vprašala, kako ocenjuješ trenutni položaj žensk v znanosti v Sloveniji, pa morda kakšen nasvet bi dala mladim ženskam, pa ne samo ženskam, tudi moškim, ki vstopajo v ta svet raziskovanja in znanosti glede na svoj izkušnje. Ja, to vprašanje je eno težjih vprašanj, ker pravzaprav kako v znanosti prodreti, kako pravzaprav mogoče, ne vem, da je tvoje raziskovalno delo prepoznavno, da je prepoznavno raziskovalno delo tvojih sodelavcev in sodelavk,
Kako se to narediti, po moje ni receptura. Ne. Moraš pravzaprav kar sproti, ko delaš, se na nek način spraviti v zgodbo in predvsem, rabiš veliko poguma. Da ne boste verjeli o tem, kar je Eva govorila, vse to je res, ampak jaz sem jih dobila za to po glavi, raj ne štejem kolikokrat, kaj pravzaprav delamo, kako ni potrebno, kako je zdaj bilo do takrat vedno vse v redu in da je najlepši in da bomo uničili in otroke, uboge, ki bodo šli v vrtec in zdaj se mogel in z drugimi strokami, na tej točki smo se zdravstvo oziroma medicino pregovarjali, da ne moglo ali otroci smejo v vrtec ali ne in to pri 12 mesecih. V drugi strani pa se pregovarjajo z političnimi odločitvami oziroma z njimi se ne pregovarjaš, ampak probaš na njih pritiskati, kakorkoli nikoli nisem bila v funkciji političnega odločanja, ampak sem bila v funkciji tega, da za strokovnimi argumenti prepričam tiste, ki so na koncu sprejemali politične odločitve. In zato je treba pač veliko poguma in zato nisi vedno pobožen in pohvaljen in cenjen in podobno, ampak velikokrat tudi ravno obratno. Zdaj pa pri teh, ko pa nekdo enkrat nekaj prepozna, oziroma ko gledaš, kaj se dogaja, že prej sem omenjala to vertikalo izobraževalno, pa z deleži žensk na visokošolski ravni, prevzemanje funkcij, strani žensk. Imam jaz nekako malo zagate, predvsem pri tem zadnjem prevzemanju funkcij, mislim, da marsikatera tudi noče prevzeti. A veste, to je pač neka odgovornost. Velikokrat sem bila poleg, ko je bila kakšna ženska kam povabljena, pa je rekla ne. Enako sem razumela ono povabilo, da si je pač zaslužila to, da je izkazala svoje delo, kot tudi odgovor ne, zato ker storile niso tako zelo idealne, da bi rekli, je pa ta enakost prišla do tudi enakovrednosti in bomo zdaj omogočili vse, da bodo ženske na tistih položajih, ki jih imajo, lahko ob družini, ob ustvarjanju svoje kariere, popolnoma primerljivo delali z moškimi. Tukaj še nismo, torej to bi bilo iluzija, če bi si to predstavljali. Hkrati pa morate vedeti, da ko je Urška prej rekla, da ni vedela, na čem je sedela, to je bila ena najboljših ber, če smem tako reči, za ženske v zgodovini podeljevanja najvišjih nagrad na področju znanosti. Kar pomeni, da je bilo sicer vedno še manj žensk. Najboljša bera je bila med drugim tudi zato, ker smo bile 4 ženske med 15 moškimi in med temi so bile visoke nagrade. Recimo, ni enako dobiti za izjemni dosežek ali pa priznanje kot za življenjsko delo, nagrado. Ambasadorka znanosti je bila tudi ženska, za izjemne dosežke je dobila tudi ženska. Skratka, bilo je veliko in če mene vprašate, to ni bilo čisto naključje, bilo je pravzaprav povezano, oziroma sem prepričana, da je med drugim povezano tudi z tem, da se počasi nižje spodaj stvari spreminjajo. Spreminja se na primer angažiranost žensk pri vključevanju v različne pomembne komisije, ki o nečem odločajo. V tem primeru obstaja neki odbor, vladni odbor za podeljevanje nagrad, ki je sestavljen v tem mandatu za mnogo večjim številom žensk, kot je bil na primer v kakšnih prejšnjih mandatov. Mislim, da imajo 4-letni mandat in pravzaprav pride že tukaj, zato, da se bo prepoznalo potem in da se bo pokazalo, da ženske zmorejo enako, kdaj lahko tudi več, kdaj manj, ampak zanesljivo ne vedno manj, kot moški, je treba začeti delati drugje. In je stopnja angažiranosti žensk po moji presoji še vedno prešibka, krati je pa tudi opozarjanje na to, da zakaj pa so v tej komisiji, sem zdaj brala, tudi zdaj lahko preberete, se je vse objavljeno javno, kakšne so bile zastave teh odborov za podeljevanje nagrad, naprimer na področju znanosti. Pa sem krati imela možnost, ker sem vodila v nekem obdobju odbor za podeljevanje najvišjih državnih nagrad na področju izobraževanja. Torej, tam so imeli komisijo sestavljeno po strukturi, popolnoma drugače, kot je bila ta komisija. Tukaj je bilo nemogoče, da bi ti prišel preko naravoslovcev, če so pa tam sedeli samo naravoslovci z indeksi citiranih
dviganja do neba in do objavanja, ki pač niso, ne govorim, da je karkoli narobe z njimi, ampak niso primerljive z družboslovjem. Zato se mi zdi, da je bil to res preboj, čeprav ni izgledal tako. Sama sem pa beležila kot največji preboj, da so mi prvi dan, ko so mi sporočili, da dobila to nagrado, prosili tudi za to, da se smem v imenu vseh nagrajencev in nagrajenk zahvaliti kot ženska in kot družboslovka. Samo še eno področje, še ena nagrada je bila z področja, 200 bile z področja humanistike, drugače družboslovje je bilo to edina nagrada. In se mi zdi, da so to te tako drobne kapljice v morje, ki se pa ne bodo začele zgori spreminjati, ampak se morajo začenjati spreminjati spodaj in z opozarjanjem in z tudi dejavnostjo kot lastno dejavnostjo oziroma angažiranostjo. Pomemben še dodatek temu, kar si ti rekla, z vsem se strinjam. Letos je organizirala, lansko leto že to bilo, se je organizirala tudi komisija za enakost spolov v znanosti, ki je predlagala dve novi članici v ta odbor, ki sta po moje tudi svojo participacijo v tem odboru prispevali k temu, da je družboslovje in humanistika dobila nekaj, in tudi pozvali smo različne institucije iz te komisije, da predlagajo enakost, enak delež, če je to le mogoče ženski moški za te nagrade. Ampak jih niso. Nisem pozvali, pa smo nekaj, se ne more tako izkoristiti. Ja, absolutno ne. In zdaj, če lahko izkoristim, da sem se oglasila, pa se ne bom več, ko smo že pri ženskih v znanosti, 26. marca bodo predstavljeni rezultati ankete, ki smo jo po več kot 10 letih ponovno izvedli o razvoju karier v znanosti. Prva raziskava je bila narejena leta 2012 oziroma 2011. Izpeljala je ekipa z profesorico Mirjano Ole na populaciji vseh, ki so imeli doktorat znanosti v Sloveniji. Letos smo jo ponovili, 26. v okviru naše delo enakosti spolov bomo predstavili preliminarne rezultate te primerjalne raziskave. Tako da vse in vsi vabimo. A so spodbudni? Noče povedati. Jaz bi k temu dodala še, da hvala, da organiziraš te dneve enakosti spolov, da vztrajaš. Vem, da ni lahko organizirati toliko dogodkov, ker jih je res veliko. To so res dnevi, množina oziroma cel mesec. In vabilo vsem vam, da nadaljujete z našim delom tudi vi. Pomembni ste, vse to šteje, kot vidite iz priloženega oziroma povedanega. Ljubica, iskrena hvala, da si se odzvala na povabilo, da si delila svojo modrost, svoje izkušnje in da bo še to naprej počela. Vidiš, da smo tvoji fenice. Če sem pa že dobila za življenjsko delo. Se vseeno, mogoče še kako izumimo. Ja, tako da hvala, da si nam pomagala izpeljati ta dogodek. Milica, hvala za idejo, vsem vam pa hvala za udeležbo. Hvala. Hvala lepa.